En dober večer, Tanja Skaza z vami. Četrtek ni 2020, ampak 21, zaradi tega, ker sem malce podaljšala moj večer in mi je čudovito. Najprej naj povem, danes sem izbrala temo odnosov, zakaj prihaja do razdorov odnosov, zakaj se dogaja, da je vedno več ločitev, zakaj se vedno več menjava služb in rečemo, da je to pa zdaj normalno. Pa mogoče bi z mojimi 3 nasveti, ki sem jih sama prakticirala, mogoče pomagala komu, da bo zaradi tega njegov zakon lepši, da bo njegova družinska idila srečnejša, bolj iskrena, bolj globoka in tudi to, da boste, ko boste v službi, spoznali, da ni dobro tako izbežati, ampak pogledati, osredotočiti se nase in videti, če lahko karkoli vi spremenite. Zakaj zamujam? Ker, to je tudi ena izmed zadev. Moj sin je začel študirati v Ljubljani in je nekaj najlepšega pravim. Tako sem, zdaj, ko sem se vozila domov, sem bila presrečna, ker sem tako tudi jokala, hvaležna za to, kako je lepo, ko tvoj otrok želi preživeti večer s teboj, ko želi iti na večerjo s teboj, ko se želi pogovarjati o globokih temah s teboj in potem veš, nekaj si pa še prav naredil. Mogoče, če nisem znala prej, sem se zdaj naučila in vedno vem, da bom vsako leto boljša oseba, vsako leto bom lepše znala graditi odnose, vsako leto bolj delala na globokih odnosih in predvsem to, da bom poskušala, tako kot reče moj mož, vsak dan, ko gre v službo, vsaj eno osebo osrečiti. Če bom jaz srečna, bom želela to tudi deliti naprej. Moji Martini. Ok, zakaj sem odprla to temo o odnosih? Zaradi tega, ker se mi zdi, da če so včasih znali naši babice, detki, naši stari starši, kakorkoli, pa naši starši, ostati v odnosih in biti vseeno, držati kak zakon. Mogoče zdaj naša generacija je dosti hitrejša, dosti bolj preuranjena, hitrejše odločitve sprejema, pa ne vemo, če so dobre, ali so bile prej one boljše, ali katerekoli so, pa bom mogoče malce podelila mojo zgodbo, da vidite, če bi vi lahko naredili kakšno spremembo. Ok. Kje vidim, da se najbolj cikljamo in resnično mislim, da vse, kar se nam dogaja v osebnem življenju, enako se zrcali na poslovnem življenju. Ne more biti eno življenje eno, drugo življenje drugačno. Pomeni, če smo mi v osebnem življenju, da se hitro namulamo, ali da znamo hitro napaditi, ali da znamo hitro zbežati od izziva, se nam to enako ponavlja v službi. Ne more biti drugače. To pomeni, če ste doma, radi se namulate, je isto to v službi. Če kdorkoli vam karkoli reče, se vi odmaknete. Če radi napadate doma, napadate prav tako v službi, ker imate ta vzorec in to pomeni vsi ti vzorci, ali pa naprimer, če radi zbežite, še ta tretjega, pomeni, da isto v službi, ko prije do izziva, raje zbežite in ga date noter v omaro in pol se veste, kak pravijo. Ko zamenja službo, začnejo kostnjaki padati iz omare. Zato ne bi delila osebno s poslovnim, ker se mi zdi, da je to eno te isto prepleteno. Mi smo ena identiteta, ena oseba, ena blagovna znamka in to je tisto, kar nas vleče naprej. In sem prepričana, da tudi osebe, ki pridejo k meni ali na akademijo, na obrede, mogoče iščejo, kako bi uspeli v poslovnem življenju in potem vidijo, da je treba najprej poštimati osebno življenje, da lahko pride do poslovnega področja. Osebe, ki bi želele samo en kanček se dotakniti, dokler ne grejo noter v bolečino, ne pridejo do tistega nekega wow efekta ali pa aha efekta. Ne glede na to, ali pridejo k meni osebe, ki želijo graditi blagovno znamko, to pomeni blagovno znamko, postati prepoznavni po svetu, se vedno dotaknem njihovega otroštva, njihovih bolečin, ker skozi bolečine tudi vem, zakaj so začeli delati to, kar so delali. Tako da jaz moram povedati, da sem imela odlične učitelje, učitelje, mentorje,
ki sem skozi njihove zgodbe, enim so me znali zelo dobro peljati, zakaj delam to, zakaj me to veseli, zakaj. In potem, ko priješ do tistega svojega zakaj, ker dejansko je to samo izvor, živiš svojo zgodbo, pomagati s tem, kar si sam dal čez. In potem rečeš, pa vse to znam, vse sem to vse naredil. Ok, 3 področja, na katerih mislim, da se največkrat ciklamo, tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju, pa sem si pa kar tako napisala, da bo malce lažji, je komunikacija, ker se ne znamo pogovarjati. Ampak zakaj se ne znamo pogovarjati? Ker vsak prihaja iz svoje družine. In v vsaki družini se je drugače komuniciralo. Pri nas se je komuniciralo direktno, iskreno, hitro, sarkastično, napad, tudi je bila včasih dobra obramba, napad. V kakšni družini se ne radi pogovarjajo, ne želijo ničesar deliti, joj ne bomo povedali otrokom, ne tiho bodimo, skrimo to, včasih mamice trpijo, očki trpijo, pa nad zato, pa raje prekrivajo, čeprav vejo, kaj se dogaja, raje ne bojo govorili in potem vsi mi mislimo, da to ne vpliva na otroke, če se enako vpliva. Tako da, včasih, to se spomnim besed, pa to sem že enkrat delila v enem liveu, ko je rekla ena izmed mojih, Andreja, naša finančnica je delila, ker ona tako zelo malo govori, ko pa govori, pa vedno je prav tako poslušati, slišati, kar govori. Govori malo in konkretno in tisto, kar reče, ima izredno veliko težo. Je rekla, kako bi bilo dobro, da bi ljudje ne govorili in da bi samo čutili energije, ker energije povejo več kot besede. Ker mi z besedami znamo marsikaj narediti, znamo zmanipulirati, znamo nekoga užaliti, znamo, izraziti svoje občutke, strah, dvome, vse. Ampak pač nažalost se je treba na tem učiti. To pomeni, če nismo navajeni nobene komunikacije in če v naši družini ni bilo, odvisno kakšna komunikacija bila, to prenesemo v naše življenje. Če želimo to spremeniti, je izredno pomembno, da se začnemo pogovarjati, da začnemo govoriti najprej o svojih strahovih, o svojih bolečinah. In še enkrat poudarjam, drage moje dame, prve ste vi. Ne pričakujte od moških, da bo se slekel, če se vi ne želite slečiti. Ne pričakujte od moških, da se vam bodo brezpogojno predali, če vi tega si ne dovolite. In največkrat si ne dovolimo zato, ko smo ranjeni, zato, ker čutimo, da ne bi želeli biti ponovno ranjeni. Lahko smo ranjeni od svojih staršev, lahko smo ranjeni od svojega partnerja, prvega partnerja, lahko smo ranjeni od svojih prijateljic, ženske imamo. Ker res pravi, moški so enostavna bitja, medtem ko me ženske smo malce zakomplicirane, se dajemo življenje, dajemo novo življenje. In potem, če bi malce bolj bile lahkotne, bi bilo življenje tudi dosti lažje. Zakaj se mi je zdelo, da je potrebno govoriti o komunikaciji? Midva z Igorjem smo 20 let že skupaj in v teh 20 letih bi rekla tako, da zdaj ne spomnim se dneva, kdaj se skregava, bom kaj hitro potrkala, ampak zaradi tega, ker znama govoriti resnico in povedati, kaj čutiva, tudi če ne poveva, kaj čutiva, znava začutiti. To pomeni, Igor reče, nekaj se dogaja s teboj. Ali pa rečem jaz njemu, kaj je bilo danes. To pomeni, skozi energijo vi dejansko čutite, kaj se dogaja z drugo osebo. In isto je v službi, lepo prosim, isto v službi. Jaz včasih rečem, to je najboljši moj Niko, bom za Nika povedala, kak reče, ne ogledati v oči, ker vas iz oči prebere, kdo ste. Pa rečem, ni potrebno gledati v oči. Vi že z mimiko odražate. Vse veste, da 7% so samo besede. Vse ostalo je vaša verbalna komunikacija, glas, ki ga sporočate in predvsem ta energija. Tako da samo 7% so besede. Tako da, če me boste slišali, zato jaz rečem tako, dajte si zapomniti dva stavka. In prvi stavek, drage moje, če želite, da bo vaše življenje lepše v partnerstvu, pri otrocih, kjerkoli in tudi v službi, začnite deliti iskreno sebe. Oziroma govoriti iskreno in odprto. Najbolj iskreno. Če ne znate, pridite, se boste naučili na akademiji.
ker na akademiji se srečate z vsem, to pomeni srečate se s tem, da podelite svojo bolečino, da poveste svoje potencijale, da znate poslušati, da znate biti slišane, da znate sprejemati. Ok, in zdaj smo pri drugi. Prva je res komunikacija. Vse veste, da zdaj bi lahko o komunikaciji govorila, obstaja noro veliko predavanj in včasih se mi zdi, da predavanja se začnejo čisto na napačni strani, da bi mogli iti v globino najprej, ne tisto, kaj pomeni, pa najprej se naučiti umsko, kaj je komunikacija, ampak bolj iti noter v kaj pomeni sam dogovor. Čeprav vse veste, kako je, tako kot pravim, energija sporoča več in če bi znali včasih biti iskreni s svojo energijo, bi marsikaj se končalo. Dosti bolje, dosti lepše, ne bi bežali. Poglobili bi se v to bolečino, globino sem si celo napisala, ja. Napisala sem si še celo, ampak to bom bolj v nesprejemanju. Tako da najprej komunikacija, resnično komunikacija. In zato pravim, danes, ko sem se vozila, hvala Bogu, da nisem našminkana, sem jokala, kako je lepo, ko imam sina, ko je v Ljubljani, pa ko mi reče, mami, vsak teden lahko gremo na kosilo ali pa na večerjo, odlično se mi je s tabo pogovarjati. Moj sin ne govori površinskih pogovorov, mi pa greva v globino, ker želiva razrešiti in včasih tako razrešujemo en drugega, en drugemu postavljamo, gledamo ogledala in jaz točno, ko on govori, vem, na čem je prav, da še jaz delam. Otroci so naše ogledalo, spomnite se, ne vzgajajte otrok, vzgajajte sebe. In to je spet eno odlično pravilo, ki se bom dotaknila drugega dela, je sprejemanje. Ponavadi ne sprejemamo ljudi, ker nas drugi ljudje motijo, ker niso podobni nam. Mi vidimo 10%, 90% naše podzavesti tega ne vidimo. In včasih za določene vzorce sploh ne vemo, da jih imamo. In potem dobimo v življenje osebo, ki nam nastavlja preizkušnje. In pol, ko mene sprašujejo, pa kaj to pomeni nastavlja preizkušnje? Ja, naprimer, bom dala primer. Ne radi se predate in dobite osebo, ki se pa še 10-krat manj preda. 10-krat manj bi se vam predala. Ne vem, vi želite, da ste s to osebo, ta oseba pa, ne vem, se ne javi, vas kdaj pokliče, ne sporoča, ne pove vam, nikoli ste v dvomih, a je fajn, a me pogreša, a me ne pogreša, a bi bilo fajn, da je z mano ali ne. Zakaj? Zato, ker vi se ne predate. In ko se vi brezpogojno predate, tudi potem to na drugi strani dobite. Če tega ne naredite, ne gre. Sprejemanje je širok pojem. V sprejemanju noter je tudi skrita vrednost. Ko vi rečete, popolnoma se sprejemam takšen, kot sem, pomeni, da se sprejemate s plusi in minusi. Da vam je čisto ok, če vas vidijo takšni, kot ste in da lahko pokažete, kdor ste. Meni je najbolj zanimivo, kako ljudje vedno ocenjujejo po zunanjem videzu. Vse delajo po zunanjem videzu. Povem, s kom se družiš, takšen si. Ampak iščejo zunanji videz, kar je totalna varka. Kar pomeni nekdo, ki ima isti vzorec, ne vem, rečemo manj vrednosti ali pa nesprejetosti, še to, lahko zgleda tako urejen, napolno urejen, lahko pa na drugi strani imate osebo, ki se bo totalno ne uredila, ampak imate dva iste vzorca, ampak energija je tista, ki ju povezuje. Potem nesprejemanje se dostikrat pojavi v tem, zaradi tega, ker nas drugi ljudje motijo, mi kar začnemo delati zidove. Ali pa naprimer, meni je sine, ta mlajši sine mi je rekel, mami, jaz, Tijan pa Ati, nismo taki kot ti. Ti se odpreš, kamorkoli greš, se zna sama zabavati, kar je res, jaz znam tudi sama pet, če sem sama plesati doma, mi je vedno fajn. Dobro, tudi padem, da ne bo pomote, ampak absolutno se zavedam, da sem kreator svojega življenja in da je potrebno delati na tem, da se počutim srečna. In sprejemanje se mi zdi, da je ena najtežjih lekcij v življenju. Že najprej to, da ti sprejemaš od nekoga ljubezen. Že to, da sprejemaš darila. Že to, da sprejemaš drugačnost ljudi, da nisi tak, da niso taki kot ti.
da sprejemaš, da ne moreš vse dobiti takoj, da vesolje ti je to mogoče usmerilo za nekaj časa. Da sprejemaš, da pač ne moreš biti popoln, da nosiš svoje telo. Da ne rabi biti vse tipi-topi. Naprimer, jaz sem imela dosti izziva pri tem, da mora biti vse perfektno, kar pomeni, nisem bila pripravljena na spremembe. Zdaj to sprejemam v popolnosti, da pač bom pa tako delala, ali pa bom tako delala, vedno bom pa naredila vse v najboljši luči. To pomeni, dala bom najbolj sebe, kar zmorem. In če dam najbolje, kar zmorem, je to za nekoga 3, za nekoga 5, za nekoga 10. Vendar, če moje srce ve, da sem naredila, kar sem najbolje zmogla, potem je to dovolj. In res v nesprejemanju se vam največkrat dogaja, da največje ogledalo vam dajo vaši otroci. In danes sem prav spet opazovala mojega sina, kam se bomo usedla, ko smo se usedla, katero restauracijo bomo zbrala. Naprimer, ful je bilo zanimivo, kako me sine vpraša, mami, a lahko naročim to, mislim, ker je več stalo, tako, ali pa, naprimer, kam se je usedel, kje želi sedeti, a želi sedeti v spredju ali želi sedeti v zadnji. In če gledam njega pa mene, isti vzorec mama, to pomeni, jaz bi se usedla super mizo, takoj na začetku, on mi našel mizo tam, če bi le bilo možno, najdledano in živa duša ne vidi. Jaz bi živela v centru mesta, imela nekaj v centru mesta, no, živim super, tako čudovito, on bi imel hišo daleč stran, v gozdu, da je sam obdan, da uživa. V resnici imamo pa isti vzorec, Pa bi nekdo rekel, da sva si totalno drugačna. Ne, razlika je samo to, da imamo oba nesprejetost. In to nesprejetost drugače kažemo. On na način, da se odmakne, jaz pa, da hočem toliko bolj biti zunaj. In ko moj sine, naprimer, je tak, da bomo videli, kako bo čez čas, da ne bom zdaj predolga v tem, to pomeni nesprejemanje. Zakoni razpadajo zaradi tega, ker reče nekdo, sem, da se tega losam, absolutno ni primeren zame. On je najbolj primerna oseba za vas. Najbolj primerna. Sem ne sprejemata se, ker če sta se zaljubila, če so bila iskrice ta prave, potem je točno ta oseba taka, kot jo vi potrebujete, zato da lahko rastete. In ponavadi veste, da ne rastete samo v enem življenju, da rastete iz življenj v življenja. In če niste karkoli oddelali s to osebo, boste ponovno delali, boste ponovno delali, boste ponovno delali. In veliko je teh zgodb, veliko je teh zgodb, pa bi spet lahko predolga bila, pa bom skrajšala. Nesprejemanje, tu noter so skriti vse odvisnosti, čisto vse odvisnosti. Alkohol, droga, hrana, sladkarije, tobak, kaj še, vse, kar spada. Ampak mi delamo prvo moje predavanje, sprejemanje, kdo sem in kaj si želim. In kolikokrat se zgodi, ko nekdo reče, oh my god, kdo je ona, ali pa ko mi reče, ja, ampak jaz se ne morem upisati na akademijo, ker tam so same direktorice, same lastnice, jaz pa to nisem, jaz sem pa samo vodja. A je to že sprejemanje? Ne, to je nesprejemanje. Ali pa, naprimer, joj, jaz ne vem, če spadam v ta resort ali pa, ne vem, v to družbo, pa ne samo to, pa predvsem pogledajte, kje vse se dogaja nesprejemanje, ali pa, on lepše govori, joj, zdaj imam pa tega smrdljivca pa, tulega on na lučke, mislim, koliko je pa zdaj teh smrdljivcev, da to pa je neverjetno. Dobro, jaz sem v gozdu, tako da malo poleti, da ga bom pol dala stran. Ok, in ta tretja, sem da vidim, ko govorim. Ja. In ta tretja stvar, za katero mislim, da prihaja do razdorov tako v družini kot v službi, da ljudje ne živijo skupnih vrednot. A res? In so pogovori samo površinski, ni globine. Ko bi jaz lahko, če bi moji otroci meni pustili, bi vam lahko marsikaj povedala. Mene moj otrok mlajši vpraša, mami, kaj je tebi najvažnejše? Ti si me rekla, da ti je najvažnejše, da sem srečen.
potem, če sem srečen, bi naredil spremembo. In jaz potem rečem, ok, dajmo preveriti, če je to, in jo potem naredi. Gledam mlajšega otroka, ta starejšega sina, kako mi je rekel, res hvaležna za to življenje, koliko malo človek potrebuje, da lahko hvaležen. Ko mi reče, enkrat mi je rekel, da se bo samo enkrat zaljubil, ker se potem ga bo bolelo. Zdaj pa rekel, večkrat, ko se bom zaljubil, bolj bom ljubil in želim vsako ljubiti. Ja. Ok, tu sem se hotela dotakniti predvsem to, da zakaj se bojimo poglobiti v to, da povemo iskreno, kar mislimo o sebi. Kaj? Če je vaša vrednota, naprimer, če je moja vrednota družina in če jaz dobim partnerja, kjer ni navajen družine in se zdaj srečujem, imam tudi nekaj stranka, tako. Naprimer, če so se vaši starši ločili, je zelo težko, da vi že imate po defaultu notri vmes, imate že en vzorec, strah pred tem, ali bo to uspelo. To pomeni, rečemo, jaz bi vam zdaj iskreno povedala 50%, že imate tega strahu. In potem se sploh ne predate družini. To pomeni, Igor prihaja, kjer sta oče in mami živela do konca in moja dva tudi. In jaz že imam po mamini strani in po očetovi strani se je samo bratranc ločil, vsi ostali so skupaj. Zdaj, ali so bili srečni ali niso bili srečni, ne vem. Za ene vem, za ene ne vem. Vem pa nekaj drugega. Da je po celi mamini strani družina ena izmed najbolj pomembnih vrednot. Tako, samo da je družina, vedno družina in naprimer to imam jaz tako močno, da sem jo prenesla v naš dom. Igor je prav tako bil, ampak bolj kot ozka družina, mi pa seveda Balkanci, pa širša družina. In meni danes to izredno veliko pomeni. To pomeni praznike, da smo skupaj. Jaz se pripravljam za Božič, naprimer za Veliko noč. Za Veliko noč tudi. Za vse praznike, tako, 2 praznika sta mi pomembna, Velika noč pa Božič. In to sta praznika, kjer imam rada celotno družino zbrano, da smo vsi skupaj, da mi to veliko pomeni. In če naprimer, to sem eno vrednoto zdaj odprla, samo eno, vidite, koliko je še, pa mogoče bom še vzela drugo vrednoto, ki se mi tudi zdi pomembna. Poštenost, iskrenost, poštenost. Moja družina je bila vedno poštena in tudi poročila sem se v pošteno družino. In gledam, koliko nama z Igorjem pomeni, da nič ne delamo s figo v žepu, da nekaj ne delamo, če v to ne verjamemo, da ne ustvarjamo kakršnikoli odnosov, če ne čutimo, da bi se lahko ti odnosi postali globlji, partnerski, tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju. In če je to obema skupno, potem dejansko bova lahko gradila globok odnos. Če nimamo te vrednote, ne moreva. Tako da, dragi moji, vrednote so vaš kompas, kdo v resnici ste. Če ste oseba, ki želite živeti ljubezen, res živeti ljubezen, jaz ne rečem, da me v življenju, jaz ko gledam, denar je energija, res je energija, prosim, ne se brani denarja. Besede, ki jih slišim, on je bogat, v resnici si vi tudi želite biti bogati. A veste, vsak si želi biti bogat, vsak želi iti na dopust, ne da gleda, a si bo to lahko privoščil, a si to ne bo mogel privoščiti. Vsak želi svojemu otroku omogočiti najbolje, sebi omogočiti najbolje. In zato ne se braniti denarja, ker denar je samo energija, ki se pretaka. Bolj, ko boste dovolili, da ta energija pride do vas, bolj bo prišla. Bolj, ko boste sprejeli bogate ljudi, lepše se vam bo godilo, zato ker to pomeni, da to privlačite v svoje življenje. Ko pa rečete, ona je bogata, ona ima vse, in gor dol, zakaj bom to k njej gor dol, pomeni pa, da vi odbijate to. Ali pa to marsikdaj, ko slišim, pa bom povedala pluse in minuse na to, ker je to tudi kot vrednota.
Marsikdo ima izziv priti k meni, ker reče, oj, ona, ko je vedno tako poštimana, vse je tako tipi-top, pa se bom mogel začeti rihtati ali pa rihtati, pa urejati. Jaz imam stranke, ki mi rečejo z veseljem, rečejo, komaj čakam, da grem k tebi. Ker ko pridem k tebi, mi je najlepše, ko se lahko oblečem, ko sem dama, ko se počutim prezentno, graciozno, ko mi je fajn. In kaj pomeni, da sem jaz samo odprla vrednoto, estetika, lepota, nekaj, kar je lepega v njej, pa si to mogoče ne želi zaradi sosedov, okolice privoščiti ali pa si jim tega ne dovoli. In mislim, da je to nekaj, samo sekundo, da je to nekaj, kar vas bo združevalo, da boste začeli graditi odnose. Zadnjič mi je rekla ena stranka, pa me je tako močno zabolela ona, zato ker poznam njenega moža, da se ne sme obleči v kratko krilo, pa da je boljše, da ni tako zdaj namazana pa našminkana, da naj bo taka, kot je, ker je ona naravno tako in tako lepa, se je res lepa. Res je lepa ženska, ampak da ne, da potem se ona počuti dobro. Jaz pa vem, da njen mož z veseljem pogleda vsako lepo žensko. Take, ko imajo kratke kiklice, take, ko so v visokih petah, take, ko so našminkane in potem si predstavljam, katero vrednoto nimata, da se me ustvarja neiskren odnos. Da gradite samo na površinskem odnosu in ne delate na globini. To pomeni, nimate zaupanja. On ne v njo in ona ne v njega. Zaradi tega, ker če bi imela v njega zaupanje ali pa on v njo, bi ona njemu rekla, dragi moj, pa sej se jaz ne oblačim za druge, jaz se zase, ker jaz vem, da si tudi ti želiš mene imeti čudovito, lepo in tako naprej. Tako da, dragi moji, v odnosih je vse skrito, čisto vse. In ne ločujte med osebnim in poslovnim odnosom, ker je vse eno. In ta se mi zdi močno, ful močno, res močno. Ko boste začeli graditi odnos s seboj, ne boste dali na mnenja drugih, resnično ne boste dali na mnenja drugih. Če vam je z eno osebo prijetno, ali vam lepo, ali verjamete, da ta oseba dela dobro, najboljše. In če vas bo nekdo drug kritiziral, zdaj imam jaz nekaj takih ljudi, ko v eni osebo res verjamem in pol, ko dobim kakšna sporočila, ja, vi ne veste, kakšna je ta oseba, vi ono ne, pa kaj me briga, jaz vem, kako jo jaz čutim. Kako jaz čutim to osebo. Mene ne zanima, kaj drugi mislijo o tej osebi. Meni je pomembno, kako se jaz počutim s to osebo. Če je meni prijetno, če mi je lepo s to osebo, če vem, da je krasna, čudovita, je to to. In predvsem, kar bi želela, a veste, pravimo, kako želimo biti srečni, kako želimo biti prisni. Ampak da smo prisni, je treba znati poslušati svoje občutke, ne druge občutke. Res ne druge občutke. Kaj drugi mislijo, ker tisto, kar drugi mislijo, je prav za nas. Ni res. Resnično ni res. Mislim, ni res. Za mene ni res. Jaz še bi pa nikoli ne bi delala to, kar delam, ampak bi delala čist nekaj drugega. Zdaj, če gledam, kaj bi delala, če ne bi. Če vsak mi je rekel, da to ti ne bo šlo, pa to ni zate, pa to ni primerno. Samo sledim sebi. Samo znam in poslušam sebe. Pravijo, da vodnarji so taki tipični boemi, svobodnjaki, prepustijo se, ali pa naprimer, ko nekdo reče, to ne gre, te še bolj potegne, da želiš sam preveriti, če to res ne gre in da se prepustiš tem občutkom. Dragi moji, delajte na sebi, gradite odnos, tako kot sem napisala v prejšnjem postu, to sem ga napisala včeraj zvečer, ko smo prišli, ko smo imeli čudovit kakao obred, 3. generacija akademije, oh my god. In veste, kje je moja namera? Za 3. generacijo. Dobro, na vsaki generaciji pač imam namero. Moja namera je, da se opolnomočijo, povežejo, zaupajo, pomagajo na drugi, učijo eno druge, predvsem pa, da se sprejemajo.
da se sprejmejo. No in ta pri tretji je, da se sprejmejo kot sestre, ker edino tako bojo opolnomočene, ker se bojo počutile varne. Evo, toliko za enkrat. Delajte na odnosu, ne bežati od odnosa, res ne, oh my god. Pa prvi zakon pa gre, pa zbežimo, pa drugi zakon prije, ne more biti drugačen, sem večja preizkušnja. Prije tretji zakon, oh my god. Ena mi danes rekla, jaz se nočem več niti poročiti, hočem zdaj tle ostati. Ampak ja, če hočeš tle ostati, naredi, da boš srečna. In isto je v službi, če ne želimo bežati. Jaz si ne predstavljam, kako lahko nekdo zraste, ko je 2 leti v eni službi, pa 2 leti v drugi službi, taki ne meni prošnje pošiljati, lepo prosim ne. Taki ne meni, ker nimate globine, ker nimate niti svojih vrednot. In je treba na vrednotah najprej zgraditi. Vi prvo pridite k meni v šolo, da se naučite osnovnih vrednot, katere so vaše vrednote. In če napišete, da je vaša vrednota pristnost, pomeni, da vas bojo v življenje privlačili kakšni ljudje, pristni ljudje. To ne pomeni podobni vam, ampak pristni, drugačni, pristni, čist drugi, kaj so. In če jaz gledam, mene sami taki ljudje privlačijo. Taki so mi zanimivi, posebni, nekaj se skriva za njih. Pa čistko, kar je, kaj opažam, kaj se mi dogaja. Spoznam osebo in vidim zadaj, kaj se skriva za njo. Da še ni odprta, da se še boji. Prav vidim in čutim, koliko je te drugačnosti noter, ker je to moja vrednota. Če je moja vrednota ljubezen, kako lahko pridejo k meni ljudje, ki je nimajo, ki so zaprti? Lahko, da so zaprti, pa se bojijo, pa jih odprem. Če pa ne morejo se odpreti, pa ne morejo delati z mano, zato ker me posrkajo in tega si ne želim. Če je moja vrednota znanje, da se učim, da sem odprta za novosti, potrebujem take ljudi zraven sebe. Ampak take ljudi, ki bojo najprej meni zaupali, mi sledili, da se bojo lahko oni potem odprli za nova znanja. Evo, in tako naprej. Toliko za danes. Jutri spet odhajam na obred, čudoviti obred. Imam pare, kak je to lepo. Pa peljem na obred osebo, ki jo imam tako rada, res jo imam rada in tako sem ponosna. Prej je rekel Igor, je rekel, da je mora sporočilo napisati. Oh my god, kako sem presrečna, da gre z mano. Ona mi je življenje spremenila 2014. Oh my god, 9 let. 9 let zdaj po tistemu. Pa srčno upam, da bom jaz dala nekaj njej, da bom jaz življenje njej spremenila. In če ji bom, verjamte mi, da boste vsi vedeli o tem. Tako da stavim na to, fejso imam rada, vzela jo bom k sebi, da res naredi to spremembo. Dragi moji, ne se bati spremembe, življenje je res prekratko. Jaz sem se pa vse, kar sem se odločila, karkoli bom delala z ljubeznijo in predvsem bom delala z lahkotnostjo. Vse tisto, kar me pa duši, da pa se ne počutim lahkotna, pa vem, da ni zame, vesolje me vodi in mi pravi, to pa ne. En lep večer vam želim.